Nihalka na Veliki planini, ki letno prepelje skoraj 100.000 turistov, bo zaprta do konca novembra. Vzrok? Udar strele, poškodoval je vrvi. Zato so nihalko včeraj zaustavili sredi popoldneva, medtem ko je na Veliki planini čakalo kakih 250 ljudi. In kakšna bo škoda zaradi večmesečne zaustavitve? Urša Vrečar. Skupina mladih Poljakov se je med 7-dnevnim popotovanjem po Sloveniji danes opoldan ustavila tudi pod Veliko planino, a doživela neprijetno presenečenje. Unfortunately, there was no information in the internet that it's out of service, so we are sad. We are looking for other attractions. In podobno so na vožnjo na s soncem obsijano Veliko planino danes računali številni turisti. Nato pa na okencu blagajne poizvedovali in iskali druge poti. It's closed today. We didn't know. It's a pity. Well, we will plan another trail or another visit some other places. Bolje obveščen je bil nemški par, ki pa je imel rezerviran obisk muzeja. I get an email from the museum, so they told us it's closed, but we are not quite sure if really closed, still closed, but it's closed. In to že od včerajšnjega popoldneva. Zaradi udara strele so včeraj dopoldan namreč preventivno pregledali vrvi in ugotovili, da je vlečna vrv nihalke poškodovana. Ob 2. uri popoldan so nihalko tako povsem zaustavili. Je bilo včeraj na Veliki planini okrog 250 obiskovalcev, ki smo jih potem s pomočjo tudi gorske reševalne službe pospremili do parkirišča v Mačkinem kotu in potem od tam z avtobusi pripeljali na spodnjo postajo nihalke. Ki tako ne bo obratovala tudi zaradi rednega remonta vse do konca novembra. Zgolj lani se je sicer na Veliko planino z nihalko peljalo 97.000 obiskovalcev. Nekaj takega približno smo jih pričakovali tudi v letošnjem letu. A jih bo zaradi skoraj 3-mesečne zaustavitve okoli 10.000 manj, ocenjuje Štefet. Letošnji zaslužek pa bo tako po prvih ocenah nižji za približno 200.000 evrov.